Peticijo podpisalo 456 ljudi. Krkina dividenda 1,61 evra. Tabor mladih v Podzemlju. Lepo pozdravljeni. Civilna pobuda Vrbinska cesta je danes direktorici občinske uprave občine Brežice izročila svoje pripombe na javno razgrnjen idejni načrt. Cesta, ki bo povezala krško industrijsko cono z Brežicami, po predlagani različici preveč posega v Šentlenart, čemur krajani nasprotujejo. Peticijo za spremembo trase je do danes podpisalo 456 ljudi. Zadnji rok za oddajo pripomb na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki je predlagatelj načrta, je 10. julij. Krajevna skupnost Šentlenart uradnega stališča do predlogov civilne pobude ni zavzela, podpira pa njihovo dejavnost. Varianta, ki jo zdaj predlagana, je sicer od prejšnjih 5, oziroma koliko je že bilo, najboljša. Če tako rečem, čeprav z določenim pomanjkljivostim in se strinjamo v določenem delu z krajani iz civilne iniciative, da pač cesta preveč posega pri samem tušu, če govorimo o direktnih lokacijah, in potem, da se promet spelje skozi mesto. To je sporno. Zato civilna pobuda predlaga, da bi pri Gornjem Lenartu cesta zavila na sever. Tako da bi pri Petrolovih skladiščih izven vojsko prečila železniško progo in potem je koridor ob železnici in ob, bom rekel, 5. severno od 5. nakladalnega tira in zopet rahlo proti jugu in se naveže ob železnici na krožišče vzhodne obvoznice. V občinskih strokovnih službah menijo, da bi morala država pripombe civilne pobude vsekakor strokovno proučiti. V primeru zagotavljanja navezave vseh prebivalcev, ki živijo na tem območju ter uporabljajo ta prostor na tem območju, se pravi, jim omogočajo navezavo na lokalne ceste, povezavo poslovnih subjektov, ki delujejo na tem prostoru, tudi v celostnem smislu, vsekakor podpiramo to idejo. V ponedeljek se bo glede razgrnjenega načrta Vrbinske ceste opredeljeval občinski svet. V civilni pobudi računajo, da ne bo dal pozitivnega mnenja. Na današnji 18. skupščini Krke so delničarji potrdili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 in jima podelili razrešnico. Letos bodo za dividende namenili 1,61 evra bruto na delnico, kar je dobrih 7% več kot lani. S to odločitvijo je skupščina potrdila predlog uprave in nadzornega sveta. To je tako prvi mož družbe pokazalo, da so lastniki večinsko potrdili usmeritev strategije, 5-letne strategije in tega predloga uprave. Saj, če imaš v strategiji zapisano, da daš do 1/3 tekočega dobička, potem daš 1/3 tekočega dobička oziroma to predlagaš. Od bilančnega dobička za leto 2012 v višini slabih 178 milijonov evrov bodo 53 milijonov uporabili za dividende, preostanek pa namenili za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto. Sicer pa so v skupini Krka v prvi polovici tega leta povečali prodajo za 6% in znaša 597 milijonov evrov. Najbolj smo povečali prodajo v vzhodni Evropi in tudi na ključnem tržišču, to je v Ruski federaciji, kar za 30%, in smo prodali za 149 milijonov pa 100 tisoč evrov blaga. Colarič verjame, da bodo do konca leta dosegli zastavljene cilje. Zadali pa smo si nekaj več kot 1,2 milijonov evrov prodaje blaga in storitev v letu 2013 in pa seveda dobiček na nivoju lanskega leta, kar se tiče čistega dobička. Strategija, ki jo v Krki pripravljajo za obdobje od 2014 do 2018, bo po Colaričevih besedah vključevala še dejavnejšo dividendno politiko, kar pomeni višje dividende od tekočega dobička. Prav tako pa še vedno agresiven nastop v obliki prevzemov, kar bo pomenilo dodatno zadolževanje. Potem, ko je že kazalo, da bo zaradi nerešenega vprašanja 3 nelegalnih romskih gradenj na občinskih zemljiščih, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture v gospodarsko-tehnološkem centru v Dobruški vasi, prišlo pri izvedbi naložbe do pomembnega zamika, pa je zgodba dobila nov zasuk.
Za izgradnjo komunalne infrastrukture v GTC-ju je občina pridobila prek 1 milijon evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, a je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zaradi nerešenega problema nelegalnih romskih hiš podpis pogodbe o sofinanciranju zadržalo. Zdaj pa ni več tako. Jaz sem verjel v to in bil prepričan, da temu ne more biti tako. Bilo je kar veliko, lahko rečem, političnih pritiskov, ni pa bilo na drugi strani podlage, da bi lahko to zaustavili. Pogodbo o sofinanciranju komunalne ureditve je občina, kot pravi Kapler, prejela včeraj. S strani Ministrstva za gospodarstvo je podpisana, tako da podpišemo mi, izvajalec je skoraj da že izbran, tako da bomo kaj kmalu začeli z deli znotraj cone, kar me zelo veseli. V skladu z investicijskim programom mora biti nekaj več kot 2,4 milijona evrov vredna naložba končana do avgusta prihodnje leto, v tem času pa mora občina v sodelovanju z državo najti tudi nadomestne lokacije oziroma bivališča za 3 na občinskih zemljiščih nelegalno zgrajene romske hiše. Med gradnjo stojnih mest za daljnovod Krško-Beričevo je bila dodobra poškodovana cesta Dolenje-Dole-Jelendol. Pomembno prometno žilo do Sevnice so povsem prenovljeno predali prometu. Večino denarja za obnovo 1,5 kilometra dolgega odseka v vrednosti 120 tisoč evrov je prispeval naložbenik izgradnje novega daljnovoda Eles. Pomemben delež pa je poleg občine z nasipnim materialom pridal tudi podjetnik, ki cesto uporablja za prevoz gramoza iz bližnjega peskokopa. Bil je kar orenk, pa velik poseg, namreč šlo je tudi za razširitev cestišča, namreč prej prvotno je bilo 3 metre širine plus mulda, sedaj pa je 4 metre in mulda, tako da je cesta zdaj bistveno bolj varna. Pomembno je tudi iz tega naslova, namreč v ta del vozi tudi šolski avtobus. V skladu z novo uredbo o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev v Trebnjem spreminjajo način obračuna te storitve. Ta se zdaj vzpostavlja na podlagi elaboratov, ki so jih pripravili na Komunali Trebnje. Bistvena sprememba je ta, da se cena storitve tako na področju pitne vode kot na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda razdeli na fiksni in variabilni del. Fiksni del je tako imenovana števnina, ki predstavlja stroške infrastrukture na področju pitne vode, tudi stroške vzdrževanja priključka in stroške vzdrževanja vodomerov. Na področju oskrbe s pitno vodo sprememb pri ceni pri povprečni porabi, na primer 10 kubičnih metrov, praktično ni. Medtem ko se pri nižji porabi cena nekoliko sorazmerno dvigne, pri višji porabi pa seveda zmanjša. Ceno za odvajanje in čiščenje odpadnih voda pa za okoli 30% višajo, in sicer predvsem na račun najemnine, ki jo mora komunala plačevati občini za uporabo infrastrukture. Vemo, da je bila občina Trebnje v zadnjih letih močno investicijsko aktivna, da so se zgradile številni novi kanalizacijski vodi, nove čistilne naprave in seveda strošek najemnine sorazmerno povečal. Kljub temu je ta cena za okrog 30% nižja od že sprejete cene v letu 2010, na katero je takrat pristojno ministrstvo dalo pozitivno mnenje, še dodaja direktor. 25 osnovnošolcev iz metliške občine ta teden preživlja aktivne počitnice na taboru v Podzemlju, ki ga že 7. leto zapored pripravlja Metliško območno združenje Rdečega križa. Letos prvič so ponudili možnost udeležbe na taboru tudi otrokom iz nižjih razredov osnovne šole. Namenjen je otrokom, ki si želijo organizirano in aktivno preživeti svoj prosti čas, kajti ponujemo jim pester program, predvsem aktivnosti, ki jih v šolskem programu nimajo. Ob našem obisku so otroci z zanimanjem spoznavali vojaški poklic. Sicer pa so jih v tem tednu obiskali tudi gasilci in policisti. Spoznavali so kuharske in lokostrelske veščine, tajski boks in hitro hojo. In še veliko drugih dejavnosti je vključenih v program njihovega bivanja na taboru, kjer je, kot so dejali, super lepa. Večina med njimi je na taboru prvič. Zanimivo je, ki se družimo. Meni so bile dejavnosti zanimive. Da, aktivnosti so velika, pa družimo se s prijatelji, pa lepa je. Cena udeležbe na taboru znaša le 60 evrov, pa še te so nekateri starši težko odšteli, saj se kriza močno pozna v Beli krajini, pravi sekretarka Metliškega Rdečega križa.
Podobno je tudi pri letovanju otrok v koloniji na morju. Poznamo razmere in potem gremo staršem tudi naproti, da tudi znižamo kak prispevek in da vendarle omogočimo temu otroku, da gre. In tako bodo 18. julija na morje popeljali prvo letošnjo skupino 52 otrok iz metliške občine. Skupaj tabor, letovanje, eno in drugo, bomo prepeljali 120 otrok na razne aktivnosti. Če k temu dodamo še pester program, ki ga v poletnih počitnicah pripravlja Metliško društvo prijateljev mladine, lahko sklenemo, da imajo otroci v metliški občini kljub vsemu kar veliko možnosti za aktivno preživljanje počitniških dni. Otroci lahko torej poletne počitnice preživijo na različne načine. Že tradicionalno se udeležujejo tudi gripovih aktivnih tednov mladih za otroke med 5. in 15. letom. V 6 skupinah prvega tedna, kjer je skupaj več kot 80 otrok, je vse prepleteno s športom. Eno od skupin smo ujeli na Otočcu, ki je uživala v vodnih vragolijah s kajaki in rafti. Ful dober in vsak dan bi rad šel na te dobre gripove. Dober je, ko opazuješ okolico. Ko se navadiš, je kar topla. Drugače pa mrzla. Na gripovih tednih se družimo s prijatelji, plavamo. Druga skupina otrok pa se je pripravljala na dogodivščine v Pustolovskem parku. Ja, jaz imam to zelo rada. Eni imajo malo strahu, ampak se itak ne more nič zgoditi. Veliko se gibljamo, igramo se tudi različne športe, kot je odbojka med 2 ognjema. Hodimo na bazen, na igrala, tenis igrišča, minigolf. Za red in varnost v vsaki skupini skrbijo mentorji. Vse dejavnosti potekajo v naravi, med drugim pa otroci spoznavajo nove prijatelje, drugačen način, mogoče če ga še niso imeli, druge aktivnosti, tako da imamo res pestro za njih in po sodeč po izkušnjah, kar jih imamo do zdaj, so otroci zelo zadovoljni in se radi vračajo. Dejavnosti potekajo od ponedeljka do sobote med 9. in 15. uro. S tem, da smo lansko leto uvedli novo aktivnost, to je taborjenje in prespijo otroci iz petka na soboto, se pravi cel dan v petek in v soboto potem še zaključek v Šmarjeških Toplicah, kjer pridejo tudi starši. Gripovi tedni bodo potekali še 3 tedne v juliju in 2 tedna v avgustu. Konec prihodnjega tedna bo Semič živel v znamenju 19. Semiške ohceti, etnološko-turistične prireditve, ki se bo uradno začela v petek 12. julija in trajala 3 dni. V minulih 18 letih se je po starih šegah in navadah na Semiški ohceti poročilo veliko parov. Letos pa prave poroke ne bo, saj se na razpis ni prijavil nihče. Tako je, letos para ni, ampak vseeno si želimo ohraniti ta star običaj in bomo pač prikazali, kako je ta običaj potekal. Vse stare svatovske običaje, od cvetenja in sprejema neveste na njenem novem domu do same ohceti, bo v soboto prikazala Semiška folklorna skupina. Svatovsko veselje pa bo popestrilo več slovenskih folklornih skupin. Sicer pa se bo 3-dnevna prireditev Semiška ohcet uradno začela že v petek zvečer, ko bodo v tamkajšnjem kulturnem centru odprli več razstav in večer sklenili s koncertom Anike Horvat. V soboto pa bodo dan začeli z 11 kilometrov dolgim pohodom med zidanicami po Semiški gori. Mislim, da bo kar doživljaj dogodek po Semiški gori in pa potem sam razgled na celo Semiško dolino in pa tudi še naprej po Beli krajini, da bo to nekaj lepega, prijetnega. Za tiste, ki si pa želijo s kolesom naokrog, pa je poskrbljeno popoldne. Pohodnikom in kolesarjem se bodo popoldne pridružili tudi motoristi, saj zanje pripravljajo tradicionalni blagoslov. Na Semiški ohceti bo torej vsak našel nekaj zase. Pester program in dejstvo, da je na ohceti vedno veselo, bosta zagotovo pritegnila obiskovalce, meni županja. Njen cilj je, da pritegne čim več ljudi od drugod, to si želimo, čeprav so seveda dobrodošli tudi domači ljudje. V nedeljo pa bodo Semiško ohcet zaključili s prireditvijo namenjeno najmlajšim in srečanjem belokranjskih ljudskih pevcev in godcev.
Za konec še športna vest, da bodo košarkarji Krke tudi v prihodnji sezoni igrali v pokalu Euro Challenge. Hvala za pozornost in lep večer.